Drage diplomantke in dragi diplomanti Doba fakultete, generacija 2019-2020. V imenu učiteljev in online mentorjev vam iskreno čestitam ob tem vašem novem uspehu v karieri in življenju. Seveda je sedaj tudi čas, da se vsi skupaj zahvalimo vaši družini in bližnjim, ki so vas podpirali na tej vaši poti do diplome. Verjamem, da ste čutili njihovo neposredno podporo, vendar se zavedamo, da je bilo veliko tudi v tem, ko z vami niso mogli deliti trenutkov, ki ste jih običajno preživljali skupaj. Vaše sprejemanje diplome Doba fakultete pada v čas velikih težav, ki jih ni mogel predvideti nihče, kot tudi še nihče ne pozna natančne poti iz njih. Luč v tunelu nam tako kot vse od renesanse in razsvetljenstva naprej spet ponuja znanost. Ne le brez številnih zdravstvenih delavcev, ki se borijo za to, da se virus ne bi preveč razširil, temveč že sedaj vemo, tudi znanstvenikom z vseh delov sveta bomo, upam, kmalu in glede izhoda iz krize COVID-19 lahko vsi skupaj rekli velik hvala. Gotovo ste veliko slišali o tem, kako se spopadati s sedanjimi razmerami, ki so poleg zdravja ogroženi tudi gospodarstvo in kultura druženja, ki jo poznamo. Tukaj pa se spomnimo še na dve stvari, ki nista veliko poudarjeni. Prva se nanaša na vašo kariero. Spomnite se, da se je zadnja leta veliko govorilo o velikih spremembah na področju tehnologije in družbe sploh, ki da nas čakajo. S COVID-19 se je zgodilo prav to, sicer v obliki šoka in strani, odkoder tega ni nihče pričakoval. Če prej kdo od nas ni bil gotov, ali in kako bo udeležen v teh spremembah, nam je sedaj jasno, da je preobrat v toliko stvareh, ki smo jih upoštevali kot večno dane, sedaj tukaj in pri nas doma. Sprejmimo to kot jasno sporočilo in napotilo, da se moramo prilagoditi novim načinom vsega tukaj in sedaj. Z olajšanjem lahko vsi skupaj ugotovimo, da ste že z vašim online študijem na Doba fakulteti vstopili na pomembno področje digitalizacije in s tem dobili določeno prednost pred ostalimi na trgu dela. Drugo, kar želim omeniti, kar bi lahko marsikomu od nas predstavljalo uteho v času, ko smo odrezani od druženja izven družine in večjih kulturnih in zabavnih dogodkov, pa je knjiga. Priznajmo si, da smo postali preveč odvisni od spoznanj, ki nam jih ponujajo instant prijatelji na Facebooku, razni influencerji in razpečevalci lažnivih novic, pred čemer, kot vidimo, niso imuni niti predstavniki oblasti. Prav sedaj je čas, ko lahko zmanjšamo našo stisko in večino površnih virtualnih druženj zamenjamo s prijateljstvom z najuglednejšimi avtorji knjig. Te nas velikokrat tudi neprebrane opominjajo vsakič, ko gremo doma mimo knjižnih polic. Kot vemo, jih večina na ta ali drugačen način opisuje težave, nesreče in preizkušnje v življenju, pred katere so bili postavljeni njihovi junaki. Verjamem, da je v sedanjem času za nas najbolj poučno to, kako so osebe iz knjig na koncu lahko našle pot v dobro. In to vam v času, ko praznujemo vaš velik uspeh, tudi želim. Za voljo sebe, svojih bližnjih in naše skupnosti poskusite ta vaš uspeh še naprej obračati v dobro.